Lepo pozdravljeni na naših minutkah. Sem Hema Vasle, urednica gradiv za matematiko in današnje druženje je spet namenjeno matematiki. Avtorska skupina za matematiko je zelo močna, imamo 4 članice in to nam omogoča, da že med nastajanjem gradiv usklajujemo svoja mnenja, iščemo še boljše rešitve in naloge ter delamo skupaj res čim bolj kvalitetno gradivo. Danes vam bo ena izmed avtoric, magister Alenka Lukaček, predstavila, kako gradiva za matematiko uporablja v razredu in predvsem, kako s pomočjo portala učimse.com učence še dodatno motivira za delo. Ker vam želimo za prihodnje šolsko leto omogočiti uporabo gradiv Moj Nande tudi za drugi razred, smo že sredi priprave. Hkrati z gradivi za slovenščino, matematiko in spoznavanje okolja pa premišljujemo tudi o gradivih za glasbeno umetnost. Ker bi radi gradiva pripravili tako, da bi bila vam v čim večjo korist in pomoč pri vašem delu, nas zanima vaše mnenje oziroma vaše izkušnje z gradivi pri pouku glasbene umetnosti. Zato smo vam pripravili najprej za začetek 2 kratki vprašanji. Prosim, če si jih preberete in na njih odgovorite. Prvo vprašanje je, katera gradiva uporabljate pri pouku glasbe v prvem triletju? Lahko izberete enega ali več možnih odgovorov. Zdaj pa še drugo vprašanje. Kaj bi v kompletu Moj Nande 2 za drugi razred potrebovali za učence za pouk glasbene umetnosti? Najlepša hvala tudi za te odgovore. Se bomo potrudili, da bomo naredili stvar takšno, da vam bo res čim bolj ustrezala. Zdaj vas pa vabim, da že med webinarjem samim spodaj v rubriko Questions and Answers zapišete vprašanja, komentarje, karkoli vas zanima, lahko tudi vašo izkušnjo z uporabo gradiv ali portalov. Na vsa vprašanja, ki jih boste zastavili, bomo poskušali sproti odgovoriti, nekaj pisno, nekaj pa tudi v živo. Zdaj pa lepo pozdravljam magister Alenko Lukaček, da vam predstavi, kako uporablja gradiva v razredu. Alenka, izvoli. Hvala lepa. Lepo pozdravljeni. Danes bom delila z vami svoje izkušnje o spodbujanju aktivnega učenja matematike, tudi na daljavo, z novimi učnimi gradivi Moj Nande 1 in kako motivirati učence s pomočjo zabavnih interaktivnih nalog na portalu učimse.com. Mogoče boste dobili kakšne nove ideje, navdih, ali pa boste pripravljeni deliti z nami svoje izkušnje o uporabi gradiv in portala. Učni komplet Moj Nande 1 je prejel na knjižnem sejmu v Frankfurtu lani oktobra v kategoriji učnih gradiv za osnovno šolo prestižno srebrno nagrado Belma. Mednarodna žirija je med drugim zapisala, da je zasnovana na inovativnem pristopu, ki temelji na enotnem konceptu za vse 3 temeljne predmete: slovenščino, matematiko in spoznavanje okolja. Učenje z gibanjem, učenje skozi igro in ustvarjalne dejavnosti. Prikupni papagaj Nande pa otroke spodbuja, nagovarja kot didaktična igrača in tudi v odličnih ilustracijah, v delovnih zvezkih in tudi na portalu učimse.com. Za ilustracijo
si oglejte nekaj nalog iz delovnega zvezka Mojnande matematika 1. Tukaj je naloga za gibanje, telovadi zraven štej, mi se z vlakom peljemo, naloga za igranje, igro, igrajte se igro Jaz imam, potem igra v čakalnici pri zdravniku, ustvarjanje z lesenimi palčkami, 50 palčk ima vsak otrok v svojem kompletu, ustvarjanje številke 2 ali pa recimo tablice za svoje kolo ali skiro, tudi naloga sodelovanja s sošolcem ali sošolko, ko si skrijeta nekaj kock pod lonček, in seveda tremo orehe, miselne naloge. Tabelne igre imajo otroci tudi v svojem kovčku, medtem ko pa juhe igrajmo se, kartice z medpredmetnimi didaktičnimi igrami ima pa učitelj in tukaj je nekaj kartic za matematiko. Učitelj pa ima tudi podporo na portalu učimte.com z interaktivnimi delovnimi zvezki. Učni komplet pa ima podporo z interaktivnimi nalogami tudi na portalu Mladinske knjige Učim.com. Portal je dobil in prejel najvišje priznanje medaljo Comenius 2020. Lepo je, da ga predstavi urednica delovnih zvezkov za matematiko Nande 1 in tudi matematike na portalu Kema Vasle. Kema, izvoli. Alenka, hvala lepa. Samo malo, da delim zaslon. Kot je že Alenka povedala, smo za portal učimse.com dobili mednarodno nagrado za kakovostna interaktivna gradiva. Najboljši vtis o portalu boste seveda dobili, če se boste po njem sprehodili sami in malo preklikali. Jaz pa bi vas rada opozorila na nekatere stvari. Ko pridete na portal, srečate otoke od 1. do 5. razreda. Vas gotovo najbolj zanima otok za 1. razred. Na otoku za 1. razred imamo za vsak predmet, ki ga učenci imajo na urniku, svoj smerokaz, in če pogledamo matematiko, se v matematiki skriva kar nekaj tematskih sklopov. Vsak tematski sklop pa skriva notri še svoje dodatne naloge. Nalog je res veliko, predvsem, kar je pa pomembno pri tem, je pa to, da se večina nalog, predvsem tistih računskih seveda, generira samostojno. Pomeni, da vsakič, ko učenec pride na neko nalogo, dobi drugačne račune. Zato lahko nalogo rešuje večkrat dobiva zlatnike, kot vam bo potem povedala Alenka, in s tem vedno večkrat utrjuje računanje in vedno bolje zna. Poleg teh nalog, o njih vam bo potem povedala Alenka še več, bi vas pa jaz rada opozorila še na 2 stvari na portalu. Ko pridete na otočje, imamo svetilnik posnetkov. Tukaj za matematiko žal bolj malo, je pa tako, kot ste prej napisali v anketi noter, kaj si želite za glasbeno umetnost, so tukaj vsi zvočni posnetki za glasbeno umetnost, zvočni posnetki iz Cincidonov in zvočna berila, prebrani posnetki, ki jih imate učitelji na portalu Učimte, da jih učenci lahko poslušajo tudi tukaj. To predvsem vam pride prav gotovo zdajle v času dela na daljavo, ko učenci ne morejo dostopati do interaktivnih gradiv, vi pa jim ne morete tega zavrteti v živo. Druga stvar pa je votlina zakladov. V votlini zakladov lahko učenci pri ustvarjanju z Nandetom kupijo različne artikle za barvanje in tako. V trgovini kupijo artikle za svoj otok, vam bo to tudi kasneje Alenka pokazala. Jaz vam bom pa pokazala, kaj se dogaja pri Zabavaj se s Kajo. Za vaše učence poštevanka še ne pride v poštev. Gotovo pa pride v poštev potapljanje ladic, Lačni morski pes, ki je Nandetova različica Vislic, 3 v vrsto, križci in krosci 4 v vrsto, ko bodo pa malo bolje obvladali računanje, pa tudi tekmovanje v hitrem računanju. Pri vseh teh igrah imajo lestvico in tekmujejo med sošolci in z drugimi, da vidijo, kako jim gre. S tem krepijo svoje veščine in so vedno boljši. Toliko na hitro v portalu.
Več vam bo povedala Alenka, kako res portal uporablja v razredu, ker se mi zdi to res najbolj vredno in da vas najbolj zanima. Izvoli, Alenka. Hvala. Jaz nazaj. Včasih, ko preklopam nazaj, traja takole. To je pa, tako kot je rekla Hema, otok za 1. razred, otok iskalcev igrač. Tako kot na ostalih otokih za višje razrede imajo otroci povezave do interaktivnih nalog pri posameznih predmetih, do znanjevida, potem do darilnice, svojega otoka, vidijo pa tudi, kaj se dogaja v morju znanja. Reševanje nalog je zabavno. Otroci se igrajo, pridobivajo znanje in z osvojenim znanjem se igra nadaljuje. Z elementi igre in zgodbami je motivacija in uživljanje za otroke zagotovljena, zato se lahko matematična pustolovščina začne. In tukaj je jesenska, ko je Nande reševal prijateljico hobotnico in iskal zaklad. Naloge so bile povezane z orientacijo in številskimi predstavami. V naslednji pustolovščini, Božičkov matematični pomočnik, pa so otroci že računali v številskem obsegu do 5, reševali so prikaze, kot na primer tale. Ko so v celoti rešili eno nalogo, se mi je odklenila naslednja. Sami naslovi nalog pa so kar vabili k reševanju. Tudi Božiček potrebuje pomoč, severni tečaj je blizu, pakiranje daril, Nande vpreže jelenčke, pazi smreka na pomoč, naloga zaključena. Tudi naloga Zajčkovi prijatelji je dogodivščina v gozdu, ko otrok išče poti, Zajčkovi prijatelji pa se mu pokažejo kot rešitev naloge. Spodaj vidite Nandeta, to bom potem tudi še kasneje pri nalogah pokazala, za reševanje nalog otroke Nande nagradi z zlatniki, dobijo pa tudi izkušenjske točke. Nande pa jih tudi veselo pohvali, ko na portalu uspešno rešijo nalogo. Na primer, bravo, s polnimi jadri naprej, ali pa odlično, vsem gusarjem si v ponos. Bravo, to zmorejo kapitani in kapitanke. Včasih pa nagradi otroke tudi robotek, Miška pa pravi, ali bravo, ali ti res hodiš v 1. razred, kakšna dobra pohvala. Nande pa spodbuja otroke tudi takrat, ko jim še ne uspe pravilno rešiti naloge. Saj bo šlo, vaja dela mojstra, če mojster dela vajo. Z vsakim poskusom znaš več, odločno naprej. Kako sem vključevala naloge pri delu na daljavo? V kombinaciji z delovnim zvezkom in e-gradivi sem uporabljala naloge, ko smo se skupaj učili, z njimi sem motivirala učence, vključevala naloge v obravnavo nove učne snovi, pa tudi pri ponavljanju in utrjevanju, ter tudi pri preverjanju, saj so naloge usklajene z učnimi načrti. Otroci pa so jih lahko samostojno reševali za igrivo ponavljanje in utrjevanje učne snovi. To je moja spletna učilnica. Vanjo sem napisala, kaj se bomo učili. Jo bom kar odprla. Kaj se bomo učili, predloge didaktičnih iger, malo se še odpira, predloge didaktičnih iger, takole kot tukaj podiranje plastenk, preštej in zapiši, koliko žogic je v košu, ali pa igrajte se na mizno igro Zidaj stolpnico. Otroci pa so imeli na Nandetu tudi povezavo do portala učimse.com. Samo prijaviti so se morali s svojim kapitanskim vzdevkom
in že so nalogo lahko začeli reševati. Recimo, da pogledamo, kje imamo za tole, koliko igrač. Seveda pa je prepuščeno učiteljevi ustvarjalnosti, kako bo posamezno nalogo uporabil. Tako kot otroci se moram še sama prijaviti. Grem nazaj na učilnico, da se mi bo naloga odprla. Koliko igrač je v posamezni vrstici? Vpiši število. Najprej smo začeli seveda s preštevanjem otroških igrač, njihovih in pisanjem številk na kartončke. Potem smo pa nadaljevali s štetjem igrač na portalu. Koliko je medvedkov? 2. Koliko pa je žog? 3 žoge. Koliko punčk? 1. Kaj pa avtomobilčkov? 4. In koliko je domin? 5. Zdaj jaz tole moram premakniti, a ne? Takole bom premaknila, da bom dala preveriti. Bravo! Ponosen sem nate. No, ugotavljali pa smo tudi, katerih igrač je največ, katerih najmanj, za koliko več ali pa za koliko manj. Naloga povezana tudi recimo s štetjem je naloga štejem barvice. Tukaj smo Preštej ponavljali, barvice in klikni na ustrezno število. tukaj smo ponavljali števila do 5 in tudi prepoznavali številke. Otroci so narekovali in tudi sami napisali lahko kartončke oziroma izrezali, kajti imamo tudi številke v didaktičnem kompletu. Torej 1 modra barvica, kaj pa sedaj? 2. Sedaj jih je 5. In 3. 4. Odlično! To je zate mala malca. Tako. Naloga urejanje stolpcev po velikosti. Uporabila sem oziroma vključila sem jo tudi takrat, ko sem obravnavala predhodnik in naslednik. Stolpce po velikosti uredi v preglednico. Najprej smo seveda delali s konkretnim materialom in ugotavljali, koliko kock ima posamezen stolpec. Potem pa sem ponazarjala še s temi stolpci. Vprašala sem jih na primer, preštejte, koliko kock ima rumeni stolpec. 3. Kateri stolpec pa ima za eno kocko manj? Stolpec oranžne barve. Koliko kock ima? 2. Kateri stolpec pa ima za eno kocko več? Zeleni stolpec. Koliko jih ima? 4. Katero število je za 1 manjše od 3? Število 2. Kako se imenuje? Predhodnik, ker je pred številom. Katero je pa večje za 1? Število 4. Kako ga imenujemo, ker ga nasledi? To je naslednik. In seveda, tukaj če še uredim, da boste videli, šteli smo tudi naprej, šteli nazaj in tako utrjevali številske predstave do 5. Kdor zna, zna. Odprla bom še naloge za računanje. Prej rekla, poglejte, koliko je novih nalog. Moj leseni Jakob, tak je njegov kapitanski vdevek, je rekel, da je to krasno, da se dodajajo vedno nove in nove naloge, ki z veseljem rešuje. In če vzamemo recimo nalogo z dominami.
Koliko pik je na domini? Vpiši število. To nalogo smo imeli pri seštevanju in tudi potem, ko smo pisali račune seštevanja. Koliko pik je zgoraj? Nič. Kaj pa spodaj? Tudi nič. Koliko jih je skupaj? Nič. Kaj pa sedaj? Zgoraj sta 2, spodaj 2. Koliko je to skupaj? 4. Kaj pa tukaj? Zgoraj jih je nič, spodaj 4, torej skupaj so spet 4 pike. Potem, ko smo pa pisali že račun seštevanja, pa sem jih vprašala, koliko jih je zgoraj 2, koliko spodaj 1. Kako povemo račun seštevanja? Torej 2 plus 1 je enako 3. Kaj pa sedaj? 3 plus 2 je enako 5. In tako bi lahko nadaljevali z računanjem. Zdaj, otroci imajo tudi zelo radi nalogo z metuljčki. Namreč tako nalogo imamo tudi v delovnem zvezku in zato je tako čudovito, da tudi portal dopolnjuje delovni zvezek Reševanje v delovnem zvezku. Klikni na metuljčke in odgovori na vprašanje. Otroci imajo zelo radi, ker metuljčki, dokler jih ne uloviš, so kar nagajivi in letajo, vendar lahko že med tem, ko letajo, oni povedo in preštejejo, koliko je modrih, koliko je rdečih in lahko povedo že račun, še predno se metuljčki usedajo na cvetove. Mogoče mi bo takole uspelo. No, in povedo, 4 rdeči metuljčki in en moder, skupaj je to 5. In potem tudi prepoznajo, kateri račun ustreza sliki, torej 4 plus 1 je enako 5. Lahko bi se igrali še naprej, kajti tole je čudovito igranje. Drugače imamo pa tudi tako krasno nalogo. In sicer tale prva računska tabla. Namreč, ko se odpre, boste videli. Preglej izračune. Če so pravilni, izberi kljukico, če so napačni, pa križec. Namreč otroci lahko računajo, račun vidijo tudi pred sabo, vidijo jih napisane in obenem imajo še Nandetovo spodbudo. Recimo 1 plus 2 je 3. Res je, račun je pravilno izračunan. Kaj pa sedaj? Imamo 2 plus 2, je res 5? Ne, 2 plus 2 je enako 4, torej napačen. In sedaj 3 plus 1 je 4, res je. In tako vsak otrok lahko pride za 5 računov na vrsto, 4 plus 1 ni 3, 4 plus 1 je 5, napačno. Dva plus 3 je 5, res je. In tako recimo na hitro preverimo 5 računov za enega otroka. Robotek nagradi s stopili in pojavi se še miška. Za svoje znanje si zaslužiš vse igrače, zato ga iskalcev igrač. Ja. In zdaj, če bi želeli vprašati drugega otroka, dam samo na ponovitev naloge. Preglej izračune. Pokaže Če so se. pravilni, izberi kljukico, če so napačni, pa križec. Pokaže se novih 5 računov in nov otrok lahko ustno računa. Zdaj bom pa jaz to nehala deliti, mojo spletno učilnico, in gremo naprej. Velika dodana vrednost portala učimse.com pa je z lanskim letom dodan učiteljski vmesnik. Z njim učitelji nadaljavo lahko določimo,
Katere naloge naj rešujejo otroci? Tukaj so recimo je seznam nalog pri matematiki, delček teh nalog in zeleno so označene naloge. Lahko pa tudi sledimo, tukaj je statistika reševanja po nalogah, uspešni so pri tem reševanju. Namreč, ker so pa zraven kapitanskih vzdevkov tudi imena in priimki otrok, bom prosila Hemo, da pove kaj več o učiteljskem vmesniku, da ne bom jaz delila njihovih imen. Hema, izvoli, prosim. Samo malo, da še kamero uspem vklopiti. Ja. Ja, kot je Alenka rekla, zaradi varovanja podatkov ona nekaterih stvari ne more prikazati. Jaz sem pa prav naredila en poseben razred, zato da vam lahko pokažem brez teh težav, kaj lahko še naredite z učiteljskim vmesnikom. Če greste na sezname, lahko pogledate tudi seznam registriranih učencev. Izberete svoj razred, izberete obdobje, v katerem vas zanima, če so bili učenci aktivni, in kliknete na seznam. Kot vidite, so v mojem razredu smo jaz in še 2 učenca. In jaz lahko te učence in sebe ves čas spremljam, lahko tudi pošljem sporočilo vsem skupaj. Torej, vi bi lahko poslali sporočilo celotnemu razredu. Lep pozdrav. Upam, da se imate lepo na ta sončni dan. Pošljem sporočilo in prejemniki ga bodo prejeli, boste videli kako. Poleg tega pa lahko spremljam reševanje z navodili. Vnesem obdobje spremljanja, bom od danes do prihodnjega ponedeljka spremljala 1. B razred. Vsi učitelji, ki ste registrirani na portal Učim se, lahko zaprosite za učiteljski vmesnik. S tem vam že, ko vam omogočimo učiteljski vmesnik, vam že določimo, na kateri šoli poučujete. S tem preprečimo, da bi kdo, ki ni učitelj, spremljal kakšne učence, brez da bi to smel. Poleg tega pa vam omogočimo, da spremljate prav vaše učence in da s tem nimate težav. Spremljala bom moj 1. B pri matematiki in jih bom prosila, če rešite označene naloge. Dam vnesi in ko kliknem vnesi, se učencem poglejmo, kaj učenci vidijo. Ko pridemo v matematiko, ki jo spremljam, se mi izpiše, da učiteljica Hema Vasle spremlja moje reševanje in mi sporoča, naj prosim rešim označene naloge. Kot je Alenka že prej pokazala, lahko v učiteljskem vmesniku določite, katere naloge želite, da učenci rešijo. To se jim izpiše takole gor od prime in ko jaz grem na števila, mi piše tukaj rešime, so naloge, ki sem jih označila, da jih morajo učenci rešiti. Ko naloge rešijo, pa jaz lahko tudi vidim, kako uspešno so jih reševali. Zdaj pa poglejmo še tisto sporočilo, ki sem ga napisala, se pa tukaj spodaj pri mojih sporočilih pokaže, da imam novo sporočilo in lahko pogledam, kaj mi je učiteljica napisala. Tako je omogočena komunikacija med vami in učenci. Učenci med seboj pa ne morejo komunicirati, da si ne bi pošiljali kakšnih neumnosti, pa tudi drugače imajo dovolj drugih kanalov za komunikacijo. Zdaj, če pogledamo še, kaj so moji učenci delali. Ko sem vnesla obdobje spremljanja, lahko pri rezultatih pogledam, kako uspešni so učenci bili. Lahko kliknem tukaj moj 1. B razred, rezultati označenih nalog. Uroš je rešil nalogo računska tabla, vredna je 3 točke in osvojil je 33% zlatnikov. Pomeni, da je osvojil 1 zlatnik od 3. Gregor je bil bolj uspešen, je osvojil vse 3 zlatnike. Lahko pa spremljam tudi, ne samo tiste naloge, ki sem jim jih označila, da jih morajo reševati, ampak spremljam vse naloge, ki so jih oni reševali pri matematiki, ki jo spremljam. In vidim, koliko nalog sem rešila jaz, koliko nalog je rešil Gregor in tako naprej. Lahko vidite za vsakega svojega učenca, koliko so reševali in predvsem, kako so bili pri tem uspešni. S tem lahko vi vidite recimo, da meni daljše ali krajše
ne gre prav dobro, pomeni, da moramo še nekaj ponoviti in lahko z učencem individualno potem ponovite tisto, kar mu manjka. Zdaj pa vidite, kako je res lep sončen dan, prej, ko sem začela govoriti, še ni svetu sonce in zdaj me takole osvetljuje, da me komaj vidite. Alenka, mislim, da je to tisto, kar ti nisi mogla pokazati, a ne? Lahko zdaj ti nadaljuješ. Hvala lepa, Tema. Bom delila naprej. Mi smo že pri znanjevidu. Znanjevid nam pokaže zabavno jadranje po morju znanja. Na klik zastavice, takole, se pokažejo spodaj napisani kapitanski vzdevki otrok, ki so dosegli posamezno stopnjo. Naprimer, na 9. stopnji so Gulliver, Zazu, Malamasi, Sheldon, Iza Popstar in Lady Tyra. Z izkušenjskimi točkami napredujejo otroci na naslednjo stopnjo. Iz te negovalke Papig in Kapitanove opice, naprimer, napredujejo v popravljalko Lukan v jadrih in trupu. S pridobljenimi zlatniki pa lahko otroci v darilnici izberejo darilo za svojega prijatelja, prijateljico, poznati morajo samo njegov ali njen kapitanski vzdevek. Tukaj so recimo je nekaj poslanih daril, tukaj so prejeta darila. Nekaj misli mojih prvošolčkov. Nekateri otroci so se spomnili Nandetovih dogodivščin, Sofija se je spomnila zadnje naloge povezane s seštevanjem naloge z metuljčki in seveda Jakob, vsak dan so nove naloge, to mu je strašansko všeč. Tole je pa mnenje mamice Maje. Tudi ona je vesela, da se otrok z igro uči in potem z znanjem spet nadaljuje igro. Poglejte, tole je moj otok. Bila sem ponosna nanj. Ampak, kako čudoviti so šele otoki mojih otrok. Sicer malo zakrivamo desno stran, ampak vseeno, poglejte si jih, kako so krasni in opremljeni. Namreč, ko dobivajo izkušenjske točke, s tem lahko tudi kupijo nove predmete za svoj otok. Tole pa mi je napisala, tole prijazno sporočilo pa mi je napisala v spomladanskem poučevanju nadaljavo moja drugošolka Ela. Ponosno mi je poslala tudi diplomo za uspešno reševanje prijateljice hobotnice in zaklada. In na koncu bom premaknila, vas Nande takole nagajivo sprašuje, ali sem vas navdušil? Vprašali boste, zakaj? Mogoče za uporabo njegovih zvezkov, mogoče portala, mogoče ste dobili tudi kakšne nove ideje, navdih, ali pa ste sedaj pripravljeni deliti z nami svoje izkušnje o uporabi gradiv ali portala. In hvala, ker ste se udeležili webinarja o matematičnih pustolovščinah, ki se seveda nadaljujejo po morju znanja. Alenka, hvala lepa. Sedaj imam pa nalogo za vas. Kot je Alenka že povedala, Nandeta zanima, če vas je navdušil. Nas pa tudi zanima, kakšno je vaše mnenje o tem webinarju, vaše mnenje o naših gradivih, o portalu. Zato bomo z vami delili spletno stran menti.com. Če še ne poznate, stvar je preprosta. Kot piše tam na zaslonu, greste na spletno stran www.menti.com in vpišete kodo, ki je zapisana na zaslonu. To lahko naredite tudi preko mobilnih telefonov in nam pošljete svoje sporočilo, svoje mnenje, svoj komentar, karkoli bi nam radi sporočili. Mogoče tudi vašo izkušnjo z delom, kakšno idejo, zamisel, vse nam bo prišlo prav.
Medtem bom pa jaz odgovorila še na nekaj vprašanj. Prej sem po pomoti nekomu napisala, da bom odgovorila v živo. Je bila zanimiva ideja, nekdo je predlagal, če bi lahko statistiko, kako so učenci reševali naloge, tudi natisnili. Tega zaenkrat še nimajo, bomo pa se o tem pogovorili in mogoče to omogočili. Ne vem, bomo videli, kaj bodo rekli programerji, kako je to izvedljivo. Druga stvar, ki ste jo spraševali, je bilo, če tudi neuporabniki lahko dostopate do portala učimse.com. Portal učimse.com je prednostno namenjen uporabnikom naših gradiv. Zato ga vsi uporabniki dobijo brezplačno. Učitelji ga dobijo in ga omogočimo mi, učenci pa dobijo kodo za dostop v gradivih, ki jih kupijo. Ali pa ki jih dobijo preko sklada, seveda preko kompletov učbeniških. Drugače pa lahko kode tudi kupite na portalu učimse.com, je zavihek kupi kodo, tam kupite lahko kodo za posamezen razred. Ena šola se je pa celo znajdla tako, ker ne uporabljajo naših gradiv, so kode za dostop do gradiv, do portala učimse.com kupili preko učbeniškega sklada in celemu razredu omogočili, da je reševal naloge in s tem krepil svoje znanje. Potem bi vam rada povedala, še to Alenka ni omenila, čeprav smo zelo navdušeni, v dnevnih pripravah za matematiko so pri vsaki uri tudi napisane, katere naloge iz portala Učimse so primerne za reševanje pri tem poglavju, in povezave so aktivne, tako da greste lahko kar takoj na spletno stran in z učenci rešite tisto, kar je treba. Zdaj pa, da vidimo malo, če imamo še kakšno vprašanje. Vidim, da sporočate lepe stvari. Več idej žal v tako kratkem času ni šlo. Če ste imeli občutek, da je bila samo predstavitev portala, žal se mi zdi, da je Alenka res pripravila dobro in izkušen, kaj uporablja in kako uporablja. Ja, to je delno sedaj na ta čas poučevanja nadaljavo, ko smo imeli seštevanje in meni se je zdelo pomembno, da delim to. Niso se pa delile ideje kot za celo leto, ne? Če ima kdo še kakšno vprašanje, ga še vedno lahko zapiše v questions and answers. Cenik, nekdo je vprašal, kako je s cenami kod za učence in učitelje. Cenik je objavljen na spletni strani učimse.com. Jaz trenutno nisem čisto prepričana, ampak mislim, da je za en predmet, če bi želeli matematiko v prvem razredu, da je 14,99 €. Nisem sigurna, poglejte mogoče tam, pa boste videli, so vse cene objavljene. Lahko kupite posamezen predmet ali pa cel razred. Vprašanje je bilo, kako so starši sprejeli portal. Starši so zelo veseli nad uporabo portala, otrokom omogočijo, tako da tudi te naloge, ki so nekje predlagane, bile v spletni učilnici, so jih reševali otroci redno, pa tudi nekateri so reševali težje naloge, tiste snovi, ki jih še nismo niti pri pouku obravnavali. Nekdo je vprašal, če razmišljamo o notranji motivaciji namesto cekinov in kupovanja. Žal z notranjo motivacijo imamo mi zelo malo stika. Mi lahko učence iz takim, kot je napisala učiteljica, potrošništvom motiviramo mi na ta način, na drugačen način jih morate motivirati vi oziroma starši. Se mi pa zdi, da je še vedno veliko več vzgojnega in poučnega elementa na portalu kot zgolj potrošništva.
se jih nanj demotivira, se učijo, da so dobri, tudi če jim ne gre najbolje, če so rešili malo, nikoli jim nanj ne reče, joj, kako si za nič, vedno pohvali za tisto, kar si vsaj malo naredil in da motivacijo, da bo drugič še bolje. Pri nekaterih nalogah imamo časovno, neomejen čas, ampak šteje, koliko časa potrebuješ za rešiti nalogo, zato da lahko učenec tekmuje sam s seboj, da vidi, to nalogo sem reševal danes 2 minuti, naslednji dan jo reši in jo rešuje 1,5 minute in vidi, kako je napredoval, tako da v resnici jih tudi na ta način poskušamo motivirati, da ni samo tekmovanje s sošolci in nabiranje zlatnikov, ampak tudi tekmovanje sam s seboj, kako sem lahko jutri še boljši. Potem učiteljica sprašuje, če je treba v kompletu vzeti vse predmete. Seveda najbolje je, če vzamete komplet gradiv, ker se dopolnjujejo, ker so celota in ker ob tem dobite potem tudi kovček za učitelja in učenci dobijo kovček za učence. V kovčku učenci dobijo dodatne palčke, dodatne igre, kocko, figurice in kot celoto dobijo samo, če kupijo komplet. Če pa se odločite samo za en predmet, pa vseh teh dodatnih stvari ne dobijo. Prav tako ni mogoče kupiti didaktičnega gradiva za učitelje, ker je namenjeno kot darilo našim uporabnikom. Poleg portala Učim se imamo pa tudi portal učimte.com, na katerem učitelji dobite interaktivno različico tiskanega gradiva z vsemi rešitvami, rešenimi nalogami, lahko notri vpisujete rešitve in preverjate, če so pravilne. Poleg tega pa smo omogočili, da do interaktivnih gradiv dostopajo tudi učenci. Začeli smo z novim portalom iUčbeniki.mk in ta portal je namenjen učencem, da lahko sami rešujejo gradiva tudi v interaktivni obliki. Mogoče bo lepo, če napiše kdo, če ta portal že uporablja, če učenci kaj poznajo ta portal in če vi uporabljate tudi portal Učimte ali iUčbeniki.mk. Na portalu Učimte je poleg tega, da so interaktivne različice tiskanih gradiv, dobite tudi dnevne priprave, dodatne učne liste, dodatne stvari za učitelje, ki jih potrebujete. Tako da je veliko več kot na iUčbenikih.mk. Sedaj pa mislim, da sem na vsa vprašanja odgovorila in lahko počasi zaključimo. Najlepša hvala vam za vašo udeležbo. Vabim vas na naslednje minutke, ki bodo v ponedeljek 1. februarja. Takrat bo z vami spet Alenka Rot-Vrhovec. Če se vam pa do takrat zastavi kakršnokoli vprašanje, morda ideja, zamisel, želja, nam pa sporočite na elektronski naslov učbeniki@mkz.si, pa bomo videli, kaj lahko naredimo. Želim vam lep sončen dan, šivajte malo na sonček, dokler je tako lepo, pa lepo se imejte. Nasvidenje. Nasvidenje.